Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Matjaž Podlibnik, vodja komunikacijske in tehnične službe Zgornjesavskega muzeja Jesenice. Nahajava pa se v Slovenskem planinskem muzeju in sva tudi v adventnem času, ker imate pripravljeno adventno tržnico. Dober dan, res je, dobrodošli v Slovenskem planinskem muzeju. Tako kot je zdaj v navadi že nekaj let, smo tudi letos pripravili alpsko adventno tržnico, kar pa pomeni, da v adventnem času naš muzej zažari ob dobrotah, lokalnih produktih in podobno. Velika prednost naše tržnice je ta, da je pokrita, saj je v muzeju, kar pomeni, da nismo odvisni od vremena. Obiskovalci so te tržnice zelo veseli, mi pa prav tako, zato bomo 6. decembra zvečer pripravili tudi poseben dogodek ob odprtju. Z nami bo tudi Martin Gomboc, eden od zvezd Slovenija ima talent v letošnjem letu. Ponudili bomo obiskovalcem tudi nekaj toplega za popiti, pa tudi kaj za pojesti se bo našlo, kakšna kranjska klobasa, ko smo ravno na Kranjskem. Po drugi strani pa vstopamo v december, advent, v čas veselja, miru in se tudi veselimo praznikov, ki so pred nami. Kajti kaj kmalu bodo pri sosedu, tako rekoč, v Soteski Mlačca, zopet na voljo žive jaslice v ledu in Slovenski planinski muzej se vedno prilagodi njihovemu programu do te mere, da spremenimo delovni čas v času jaslic. Tako da letos bomo od 25. pa do 30. decembra imeli našo hišo odprto od 11. do 19. ure. In kakšni dogodki se bodo še odvijali do konca letošnjega leta? Torej, v samem muzeju pripravljamo še zaključni dogodek Beremo gore. To je dogodek, ki ga pripravlja naša Natalija Štular, kustosinja pedagoginja in ki je podprt strani Alpske konvencije. Obiskovalci so vse leto pridno prebirali številno gorsko literaturo. Zaključni dogodek bo zagotovo nekaj posebnega. Po drugi strani pa bomo poskušali vse naše obiskovalce povabiti tudi na dogodke, ki so v lokalni skupnosti, torej na trgu Olimpijcev, ki jih pripravlja turistično društvo, ali pa tudi na naši žičnici, ki naj bi v soboto tudi že pognala svoje kolesje. Hvala za pogovor in srečno. Hvala.